Lep dober dan. Ura je 18 in začnemo z našim drugim delom. V Društvu za srečno življenje Belis. V prvem delu smo čudovito podelali stvari, ki so nas popeljale v en širši svet kot PCT, odnos do narave in naravnih danosti, kar je zelo pomembno za kvaliteto življenja in za srečo življenja, da vzamemo celoto in da stvari razumemo širše kot samo cepljenje PCT in ukrepe, ki nam jih vlada za dimno zaveso pošilja tukaj z odloki, ki nimajo pravzaprav nobene pravne veljave. Moja pozitivna misel za začetek tega srečanja je: začni delati, kar je nujno, zatem delaj, kar je možno, in nenadoma delaš nemogoče. Tako da bi vas povabil s to mislijo v ta drugi del. In sicer v mailu, ki sem vam ga poslal kot vabilo, ste dobili dodatne informacije članom društva. Namreč na svojem disku sem našel eno zadevo, ki sem jo delil z vami preko Google Drive-a, trpinčenje na delovnem mestu ali z drugo besedo mobbing, in v teh slajdih so tako imenovani primeri iz sodne prakse. Verjamem in prepričan sem, da marsikomu bo prišel kakšen slajd prav, ker so noter navedeni praktični primeri trpinčenja na delu, to, kar se ravno zdaj dogaja. Mobbing, kršitve, pritiski, prisiljevanja, medicinski fašizem, ne vem, kako naj temu še drugače rečem, ker to, kar se dogaja sedaj v Sloveniji in v svetu, ne smemo dovoliti, da se na tak način te zadeve nadaljujejo. Zato smo tukaj zbrani, da si izmenjamo informacije. In danes med nami pozdravljam našega predsednika Mirana Pirca, predsednika Društva za srečno življenje Belis, kjer bo dal nekaj osebnih napotkov nam, članom društva. Torej, dragi Miran, dobrodošel med nami in ti predajam besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Rad bi povedal nekaj stavkov o tem, če se sploh zavedamo resno, kaj se nam vsem skupaj dogaja v tem trenutku, nasplošno na celem svetu in pa tudi v društvu. Povsod so energije čudne. V bistvu v društvu, tukaj, kjer je res sedež, niso čudne energije, samo napadi od odzunaj so pa katastrofalni. Ob rojstvu živ človek pridobi pravico do čistega zraka, izvirske vode ter naravne hrane. Vse to pa nam je v zadnjih 19 mesecih kršeno, čeprav je ta pravica zapisana v ustavah praktično vseh držav sveta. Židom so v letih 1933, ko se je pričela druga svetovna vojna, prepovedali gibanje zunaj po 10. uri zvečer, vožnjo z vlakom, avtobusom, obisk trgovin, študiranje medicine in omejen vpis na druge fakultete. Omejili so jim tudi izvedbo športa in obiske kulturnih dogodkov, prav tako kopanje na plažah. Po drugi svetovni vojni in nürnberških procesih smo bili prepričani, da se kaj takšnega ne more več ponoviti. Nažalost pa se to praktično dogaja na vseh koncih naše prelepe matere zemlje. Še nikoli v novodobni zgodovini človeštva se ni dogajalo, da bi bile pravice ljudi tako kršene, kot se to dogaja danes. Na nas je, koliko časa bomo še dopuščali, da izvajajo nezaslišan teror nad našimi fizičnimi telesi in umom. Vsi mi danes prisotni in ostalih 30%, ki se bomo upirali do konca, pa imamo eno veliko prednost pred novodobnimi gestapo teroristi – dušo. In moja duša je pripravljena, da se izbori nazaj pravico do srečnega življenja z brezpogojno ljubeznijo do popolnega življenja.
Zavedati se moramo, da cepiva, ki nam jih sedaj tako velikodušno vsiljujejo, niso samo cepiva, temveč so resnično biološko orožje, ki bo delovalo na dolgi rok. Nažalost pa nekaterim deluje tudi na kratki rok. Najslabše pa je, da je določen procent ljudi zapadel v te informacije, ki nam jih servirajo po televiziji in po vseh drugih kanalih, da v te stvari verjamejo 100%. Tako da mi v bistvu sploh nimamo samo enega sovražnika, vlado in ostale prisklednike, ki na veliko služijo na korona ukrepih, temveč tudi določen procent ljudi, ki so zavedeni in mislim, da sploh svojega mišljenja nikoli več v življenju ne bodo spremenili. Zdaj pa en podatek iz Nemčije, ki je čist nov. V Nemčiji so bile zdaj volitve in je nova vlada. Zdaj pa kaj to pomeni? Ne? Nova vlada, vse bo super ali bo vse še slabše. Nova vlada, kaj je izdala ven? Po 1. novembru prične veljati v Nemčiji PC, praktično za vse. Brez izpolnjevanja ne bo niti socialne podpore, niti podpore za brezposelne in raznih ostalih dajatev. Ne vem, ko bo to do nas prišlo, mislim, da imamo zamika kakšen mesec, 2, 3, več pa ne. In to je poj v bistvu, kaj narediti, ne. To mora pa poj vsak sam razmisliti, kaj narediti, ne vem. Težko je to povedati, ker nobeden ni, mislim, da noben točno ne ve, kaj narediti, mislim. Eni vemo, pa se ne sme to govoriti, no, tako. Večina jih ve, eni upajo kje povedati, drugi pa rajš kot noj glavo v pesek, pa da bojo čakali, da drugi kaj naredijo, ne. Zato tudi mislim, da ni primerno, da se določeni po Facebook straneh in povsod drugje pogovarjajo o stvareh, ki izredno škodujejo ljudem in še bolj zapadajo v depresije, ki jih imamo že tako več kot dovolj iz vladne strani in tudi od drugod, ne. Zdaj pa nekaj. V četrtek sem zvečer ob 6 se pa peljal tukaj na Belis, parkiram, vidim ena ženska stoji tukaj pred vrati in ni upala noter priti. Ki je mene videla, je stopila do mene in je bila vsa prestrašena, ter je rekla, prosim, če lahko eden pogleda, kaj se dogaja na Facebook stran, kaj je že to, Miran Rubin in Mateja Žlogar. V bistvu sem jaz te stvari nehal v zadnjem tednu gledati, pa sem bil toliko, da sem danes to zjutraj šel pogledati in sploh ne razumem, a se ljudje zavedajo. Mi, ki smo še v društvu in vsi ostali, ki želijo z Matejo oditi na svojo pot, pa kjer mu tle nekaj ni jasno, mi bi mogli biti skupaj, a zdaj bomo mi sovražniki, se potem vlade in njenih ukrepov sploh več ne rabimo. Pa kam to vse pele? In tam sem zasledil, da je Miran Rubin razlagal o črni magiji v društvu Belis in da on meditira za uničenje Belisa. Pa to je katastrofa, mislim. Človek, ki ga toliko tisoč ljudi po pričevanju drugih spoštuje, kaj govori tam, oprostite, ampak
Ma nimam za komentirati, niti najmanj. Potem je bila razprava, kako se donacije uporablja za osebne namene. Pa prosim, pa kje so dokazi kakšni? Pa kar nekaj se govori, eden govori, en Miran Rubin tam nekaj govori in zdaj to sveti zakon naratov, ali kaj zdaj to za ena traparija, mislim. Pa to je norišenca, ne. To ne more biti res, pa kdo to verjame, to, sorry. Ma jaz bolj Janšo verjamem, ko njemu, ne. Čeprav se je vprašanje, koliko je Janša kriv. Po moje on more to delati, če ne bi ga pa itak odstranili na zanimiv način. Zdaj pa moj pogled, recimo, koliko se sploh zavedamo, koliko smo na vseh teh nivojih že danes deleč v vsemu temu sranju, ki se nam dogaja z koronskimi ukrepi. Mogoče bo to izgledalo pretiravanje, samo moje mnenje je, da so nam zanko nataknili že okrog vratu. Samo še zategniti nam jo morajo, tako da časa prav veliko ni več. Prej sem omenil gor leto 33-39, kaj se je dogajalo v Nemčiji. Pa točen isto se to dogaja nam zdaj. Leta 39 se je potem začela vojna in koncentracijska taborišča. In kaj, mi bomo zdaj lepo čakali? V redu. Potem bojo pa prišli k nam domov, tako kot moj prijatelj Šorli pove, bojo potrkali, dober dan, gospod Šorli, a ste doma, ste, vrato bo odprl. In bojo trije policaji ali pa kdorkoli drug z orožjem od zunaj čakali, pa en medicinc in bojo rekli, ja, gospod Šorli, vi pa nekam blec gledate, a imate PCT? Bo on rekel, nimam, se sem skozi doma, nikamor ne grem. Ja, gospod, to pa nič ne pomeni, pejte vi kar z nam. In ga bojo lepo odpeljali v bolnico, tam ga bojo testirali, določili bojo, da je pozitiven, kar je normalno, ga bojo spokali v lagar in to je to. Tam ga bojo pa cepili, pa počakamo, pa bomo videli, če kdo ne verjame. Ne. Sam malo razmislimo, kaj se je dogajalo v enem letu, zdaj, koliko so se stvari spremenile, kako načrtno psihopati stiskajo zanko nam okrog. In najslabše pa to, da se potem tukaj dajemo, kdo bo glaven v društvu Belis. Pa to je norišenca, pa sploh ne moram verjeti, da to lahko obstaja. Pa še malo bo ratal, pa se bo začel govoriti, da sem jaz ne vem, kjer ga spodrinil. Pa Mateja je sama, ni dala odpoved, kot je ona rekla, predala je svojo funkcijo. In jaz sem jo pač prevzel, ker ni bilo druge možnosti več. In ne želim razpravljati o javnosti, niti najmanj, zakaj sem jo prevzel. Najbolj pa ona ve, ko sem videl pač en list, oziroma jaz ga nisem videl, neke druge oči so ga videle, ki so meni sporočile, kaj na tistem listu pisali. Tako da v temu brez veze, v javnosti o tem ne bom razpravljal. Potem je bila razprava med temi dvemi sogovorniki tudi o donacijah. Spoštovani. En primer naj mi eden enkrat pove, kdaj je Mihael javno govoril o kakršnem koli finančnem stanju in o donacijah. Samo povedaj, zakaj more nekdo drug, ki želi priti nazaj na funkcijo predsednika, tako vsak dan razlagati samo donacije, denar, pa kaj zdaj to sploh? A se samo zato zdaj gre, da želi nekdo to funkcijo, ali kaj? Mislim, pa to je noro. Najbolj pomemben zame pa je, da o donacijah in o financah lahko razpravlja samo član,
ki je tudi kaj doniral. Drugi nimajo nobene pravice o tem govoriti sploh. Vsi, kdo je doniral, pa kdo ni, pa sami vejo. Društvo Belis imamo zato, da se v njem združujemo in se nudimo zaščito ter pomoč v teh norih časih in prosim, resnično, nehajmo že z spodkopavanjem stvari, ki so imele trdne temelje. Na koncu pa, mogoče bo to čuden zvenel, samo Mateja, najlepša hvala ti. Naslednji dan, po tem pogovoru, to sem danes zjutraj videl, si se vozila v avto sama. Je bil pa tvoj govor precej drugačen. Vsak spoštovanje do tega govora, resnično, stojim za njemu več kot 100%. Ker vidva z Mirana sta imela veliko zapovedati čez protestnike, čez to, čez treba se je opolnomočiti, treba je to. Ne mjen to govoriti, povejte rešitve, ne nekaj opolnomočiti, pa živ človek, pa tret, pa jaz sem tudi živ človek, drugače ne bi tle stavil, pa hočem, da se stvari rešijo, pa da bom čez 5 let še živ, brez nekih pofukanah cepiv. Ker to, kar je Mateja potem, ko se je vozila na tržnico, včeraj povedala, da podpira proteste, to je po moje edina prava stvar in tudi potem, ki je rekla, da to je premalo, resnično je premalo. Samo rešitve so, če ti stiskajo zanko in ne moreš več ne vem kam, je težko delovati, kako določene stvari se v ozadju tudi dogajajo, samo če se še mehen prezgodaj. Tako da, če bomo slučajno prišli do volitev, vam tukaj danes 100% garantiram, da boste imeli možnost iti na volitve in da se vso to golazno, ki je danes v parlamentu, izbriše. Če vam pa to ne bo v redu, so si pa vsi ostali sami krivi. In samo nekaj šimfati pa nič narediti. Ta prvo mi povejte rešitve, tisti, ki so proti, potem pa lahko se šimfa. Ne že šimfati pa nič rešitev. Tako da, če pa ne bo volitev, super, še toliko bolj. Tudi tam so rešitve. Ok, to je za danes. To je to. Iskrena hvala. Hvala, dragi Miran. Še tole. Zadnjič nismo še častnega razsodišča naredili. To je tudi nekaj Mateja omenjala, pa to, ne vem koliko veste, itak to, kar je bilo takrat, ki je bila Mateja izvoljena za predsednico, je bila pač bolj predlagana kot izvoljena, pa to ni pomembno sploh. Takrat se ni častno razsodišče tudi izvolili, tako da to mislimo pa zdajle narediti. Ne vem, no, jaz mislim, da se bo zdaj ta teden to naredili in če kdo želi biti tudi noter, če se čudi, da je toliko neutralen, da bi bil rad not 5 ljudi rabimo za to, naj se javi, drugače bomo pa mi, kjer ga predlagali, pa objavili to, če se boste strinjali s tem. Ja. To je to. Hvala lepa, Miran, tako, evo, za tvoje opogumljajoče besede, z osebnimi napotki vsem članom društva, ki razmišljate tako, ki razmišljate drugače, v glavnem. Vsak, ki se je svobodno odločil in se vpisal na podlagi statuta Društva Belis, vsi vemo, zakaj je napisana 10. alineja 9. člena. Društvo sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. Kdorkoli, karkoli, mimo tega počne v osebnem življenju ali
s tem, da bi škodil društvo. Takemu človeku je treba povedati, da popravi svojo ustno higieno, da si popravi zobe, da se spravi v zdravstveno stanje in potem druge uči, kaj in kako naj govori. Tako da s to mislijo, dragi Miran, bi se tebi seveda zahvalil za vse napotke. Zdaj bi pa poklical oziroma povabil pred kamero Iviljano Belis. Iviljana, pridi. In sicer članstvo v društvu je prostovoljno, tako kot smo omenili. Društvo člane ne zavezuje, ne pogodbeno, ne kakorkoli drugače, razen tako, da član spoštuje statut, katerega se je pred prijavo seveda prebral. Član, ki se prostovoljno odloči za prevzem funkcije v društvu, si te funkcije ne more lastiti ali je samovoljno predati drugemu članu. Lahko pa kadarkoli od funkcije odstopi ali se iz društva za srečno življenje Belis tudi svobodno izpiše. Društvo nikogar v nič ne prisiljuje. Vse, kar društvo od člana pričakuje, je spoštovanje statuta ter naravnih zakonov in matematične logike. Prekršek naravnega zakona je lahko posledica izključitve člana iz društva, če o tem društvo Belis tako presodi na podlagi 42. člena statuta. O tem, dragi člani, pa bo sedaj spregovorila Iviljana Belis. Izvoli, Iviljana. Hvala lepa. Dragi člani društva Belis in vsi tisti, ki trenutno še niste člani oziroma ste dobronamerni ljudje. Ta teden je bilo veliko dogodkov v Sloveniji, zaradi katerih jaz osebno nisem ostala ravnodušna. Zelo me je pretresla informacija o Katji, ki je po cepljenju z ženskam zapustila zemeljsko življenje. Zato bi v njej v spomin sedaj prosila za 1 minuto molka. Hvala lepa. Istočasno izrekamo iskreno sožalje njeni družini, očetu, vsem prijateljem. Solze se še niso posušile od družine, ne od prijateljev. In še dolgo se ne bodo posušile. Vendar ostaja upanje in vera, da njen odhod zaradi cepljenja ne bo zaman. Da bo konec tega siljenja s cepivi, konec posiljevanja ljudi s statistiko, z ukrepi. Katja ni bila statistika. Katja je bila živa. In človeško življenje je veliko vredno. Zelo veliko. Koliko je še Katji, ki ne vemo, da so zaradi cepljenja odšli? Veliko jih je, vemo. Upam, da bodo govorili resnico, da ne bodo lagali, da ni bila posledica cepljenja, ker so delali obdukcijo.
tragično in žalostno je, da kljub opominom, številnim shodom, številnim informacijam, številnim strokovnim člankom, številnim strokovnjakom niso prisluhnili. In če bi prisluhnili, bi danes Katja bila še med nami. Njen odhod je boleč bil za celo Slovenijo, tudi zame. In naj bo to nam vsem v spodbudo, da bomo spoštovali življenje, naravno hrano, naravo, naravne zakone, matematično logiko. Vse to, kar se naše Društvo za srečno življenje že ves čas prizadeva. Tega dogodka ne bi bilo, če ne bi bilo cepljenja. Tega eksperimentalnega postopka, ki ni zdravljenje, ampak je genska terapija. Očitno je bila Katja toliko naravna, toliko čudovita, da njeno telo te genske terapije ni preneslo in je odšla. Kjerkoli si, Katja, hvala, ker govoriš iz neba vsem nam. In naj bo to en korak naprej, da bodo prekinili z vsemi cepljenji. Takoj, ne začasno, ne samo Jensen. Vse je treba prekiniti in nehati zavajati ljudi. To ni zdravilo. To ni dvig imunskega sistema. To je poseg v Božje stvarstvo, ki ni dovoljen strani stvarnika. Ni dovoljen. Katja je bila premlada, da bi spoznala, da je bila v pasti in se je cepila dobronamerno, da bo imela ugodnosti šolanja, potovanja, da bo dobila službo. Bila je zavedena. Veliko ljudi v Sloveniji je zavedenih. In to ni v skladu z ustavo, ne v skladu z naravnimi zakoni, ne v skladu z matematično logiko. In vsi vi, ki ste bili v sredo, v duhu ali fizično na shodu pred parlamentom, sicer govorijo, da nas je bilo 10.000, vendar je nas je bilo preko 100.000. Slovenija se je prebudila. Naša srca so se resnično odločila, da je tega dovolj. Res dovolj. Draga Katja, kjerkoli si, boš vedno z nami v naših srcih. In hvala ti, da govoriš iz neba. Hvala. Se opravičujem, če sem mogoče teh nekaj minut porabila v spomin Katje, ampak čutila sem po svoji vesti, da tudi Društvo za srečno življenje lahko svojo ljubeznijo pripomore, da se bo ta bolečina zmanjšala v Sloveniji in da se bo radost življenja povečala.
ker osnovni namen društva je srečno življenje na zemlji. Spoštovanje ustave, spoštovanje naravnih zakonov in spoštovanje matematične logike. Mihael je že vse povedal glede našega članstva. Kratko in drnato je povedal. Prostovoljno se včlanimo. Prostovoljno se lahko tudi izčlanimo. Imamo svobodno voljo. In vsi vi, ki ste srcem prišli v to društvo in ki živite na statut, naše poslanstvo, da širimo ljubezen brezpogojno, da širimo radost, sodelovanje, strpnost, sprave, iskreno hvala. Do danes še nimamo častnega razsodišča in meni osebno ni zato, da bi ga imeli. Zato, ker delam na spravah, na ljubezni, na odpuščanju že 33 let. Vendar naš statut ga tudi omenja. In ko bo čas, ko bo naš novi predsednik, Miran Pirc, sklical občni zbor, bomo tudi častno razsodišče izvolili. In upam, da nobenega ne bo treba s pomočjo častnega razsodišča izključiti, ker to ni naš namen Društva za srečno življenje Belis. Naš osnovni cilj je brezpogojna ljubezen, sprave, razumevanje, sodelovanje, ljubezen. In srčno hvala Mihaelu, da je resnično v teh zadnjih mesecih, noč in dan, se trudil, da je društvo ostalo, Društvo za srečno življenje, na teh zdravih temeljih, brezpogojne ljubezni, sodelovanja, strpnosti, odpuščanja in miru. In to vam bi danes povedala in se srčno zahvaljujem za vso vašo ljubezen, zvestobo, sodelovanje, strpnost. Hvala lepa. Draga Julijana, hvala lepa za ta spomin na Katjo, ki smo ga obudili. V prvi predstavitvi, ko se nam je z besedo predstavil predsednik društva Miran Pirc, me je opozoril, da je želel še nekaj vam sporočiti, še nekaj povedati. In seveda, Miran, ti dajem zdaj besedo. In tisti film, ki si omenil, želiš, da damo to film? Ok. To se pravi, jaz bom zdaj tukaj shareal na Zoomu film. Vsi, ki ste pa na Facebooku, boste pa to verjetno prepoznali in slišali. Tako z njegovega portala bom tole zdaj zavrtel. Sam sekundo. No. Hotla se je kupiti svobodo, tako kot si tukaj.
Zato se je šla 16. novembra cepljati z Jansom, zato da ne bo omejena z vsemi temi neumnostmi. Danes je ni več. Tako, danes je ni več z nami. Stara je bila 20 let. To je vse, kar ga zapovedati. Ne vem. Ko pride nekaj na cepilno mesto, koga vprašajo, kdo je lahko cepljen? Pravijo, da se ne smeš cepljati z Jansom, pa če si mlajši kot 50 let oziroma 40. Koga opozorijo za to? Koga? Samo številke so. Govorijo o procentih. A ne? Moja Katja ni bila procent. Ona je bila Katja. Moja Katja. Ta film sem hotel, da se da gor. Poslal sem ga z mojega Facebook profila, ki sem ga sam posnel v sredo. Samo z eno namenom, zato ker se je govoril po Facebooku, kako je to brez veze, vse neki protesti in to samo zato sem ga hotel gor dati. In kjer je od Katje oče bil, jaz sem stal gor, prav tukaj, ki je on govoril takrat, ki se je on javil, 100 metrov daleč je nek zaupil, moja Katrija in to in on je bil v bistvu, zgleda, kot da on normalno govori, on takrat še ni dojemal, da Katje ne bo več. Hočem nekaj povedati. Vsakemu čas, da je prišel gor, ker je bil res v bistvu v tistem še v transu, da je to povedal in rabimo mi ljudi. Jaz sem se pogovarjal 2 dni nazaj, sem 2 ure bil z nekom na kavi. V bistvu je tako, srečala sva se v Lidlu, jaz sem šel v Lidl, on je bil v Lidlu, oba prideva brez maske, edina v trgovini in se sreča, zakaj pa jo nimaš, to on mene vpraša, sem rekel, to, ki vse natekne. In so se začela pogovarjati. Potem so se pogovarjali take stvari. In je on meni rekel, moj oče se je cepil 3 mesece nazaj, po 1 mesecu infarkt, strdki, obolen določen čas, so ga domov odpustili, prej bil človek normalen, zdaj ima še 45 kg, samo še mečkan in bo odšel. Pride mim poštar, brez maske, mislim, kakšni ljudje, in zdaj sem pogledal, poštari so zanimivi ljudje, ker imajo zelo kontakt z ljudmi in od njih bi mogli čim več informacij dobiti, kje dobiti ljudi, ki so čustveno sploh sposoben tudi povedati, da se stvari res dogajajo, da ni to samo voda, ki ti jo obrizgajo noter. To, da se začne objavljati te stvari, da bojo določeni, ki so še tako, ne vejo, kaj levo, desno, kam bi šli, da bojo svoje mnenje dobili. To je to, ker na televiziji enostavno se ne da priti za noben denar, ne. Ker z nekom sem se pogovarjal, je rekel, sem klical na televizijo, on je tak znanstvenik, recimo, in je rekel, 3 bomo prišli, ki bomo svoje stališče zastopali, prosim, če nam daste nasprot še 3, ki bojo zastopali to korona psihozo. Nihče se ne želi nasprot njih usesti. Mislim, a sploh še kaj je poj normalnega, tle, če se nihče ne šte, no, hotel sem od poštarja povedati. Mislim, vsaka čast takimi ljudem. On je razlagal, je recimo, on pozvoni v osnovni šoli, to je zdaj vse zaklenen, zmeram, ne, poj, ki je pouk, pozvoni in gre nota, brez maske. Pride prek vseh, do ravnateljce jo je kap, kaj pa ti brez maske. Rekel, kakšna maska, kaj ti, jaz sem zdrav. In seveda mu je ona rekla, v redu, ankoli več. In pazite to, poštar je, ravnatelj si povedal svoje pogoje, je rekel, ni problema, nas vsak dan itak pride, pozvonim in odštevam 30 sekund. Če te ni pri vratah, se obrnem in grem, prid na pošto, prevzem, to je to.
vedno prileti dol z super hitrostjo, da prevzame pošto. To se pravi, da se vse sorte stvari, tako da prosim, kdorkoli, pa ne gre se za nas, gre se za vse, ki nam je saj malo jasen, da so stvari čudne, da to ni res, kar govorijo po dnevniku in povsod, da se ne kregamo med seboj, pa da bi iskali probleme, ne probleme, kje so problemi, da se to posname, da se da danes enostavno to nekam gor dati, ne moramo na televizijo dati, lahko damo drugim. Pa to je v bistvu to, kar sem hotel povedati. V glavnem pa tam, kdor je tam stal še v sredo, nisem se mislil, da bom toliko ljudi srečal tudi z Belisa. Pa smo bili gor, pa smo bili od spodaj, pa sem hodil, pa me en potegne za rokav, pa drug, pa mislim, neverjeten, bravo, bravo. Trenutno očitno vidimo, da je to edina rešitev. Vsak teden naprej se bojo rešitve kazale, morajo se kazati, ne more se to zgoditi. Do sedaj še nikoli tisti, ki je začel vojno, ni zmagal. Jaz v to verjamem, da bomo na koncu zmagovalci, sigurno. Pa da bomo spet zaživeli normalen življenje nekoč. V kakšnem številu? Ne vem. Ok, hvala. Najlepša hvala, dragi Miran, za te opogumljajoče besede. No, lepo si povedal primere z masko, to, kar se srečuješ. Danes je praznik, če nekoga srečaš v supermarketu brez maske. Pred 18 meseci smo se pa posmehovali nekomu, ki je masko imel. Glejte, kako se stvari obrnejo. In danes pravimo, da je junak ta, ki maske ne nosi. 11 unih dijakov, se pravi, je prišlo v medije, ker mask ne nosi. Tako naprej. Skratka, to so ene zadeve, ki sploh v tej družbi ne bi smele imeti prostora. Tako daleč smo prišli. Kljub vsemu danes povedano v tej uri. Dragi moji prijatelji, dragi člani Društva za srečno življenje Belis, vsak od nas se kdaj pa kdaj znajde v situaciji, ko potrebuje spodbudno, lepo, toplo besedo, rabi topel objem, ljubeznivost in tudi prijaznost nekoga iz druge strani. Prav tako kot mi, tudi drugi, naši bližnji, naši prijatelji, znanci, kolegi, ljubljeni. V takšnih trenutkih lahko ena drobna beseda, dragi moji prijatelji, ali pa že samo misel veliko naredi. Že takrat, ko se nam nekdo prikrade v naše misli, ko nekoga pogrešamo, ko nekomu želimo nekaj dobrega, lahko z eno samo pozitivno mislijo naredimo čudeže. S tem čudežem bi vas rad sedaj, dragi člani, spodbudil, da izrazite svoje vprašanja. Teh zadnjih nekaj minut smo namenili vam, ki smo tukaj zbrani. Ali ste tukaj med nami, ali pa na Zoomu, dobrodošli, da izrazite svoje mnenje, poveste svojo besedo, tako da mikrofon in kamera so vaši. Danica, si rekla, da bi ti nekaj povedala? Izvoli. Danica, živijo vsem. Najprej, da se zahvalim zadnjič na tistih demonstracijah, ko sta me dva policista usmerila na bolj varen prostor. To se pravi, je, ne? V resnici se da. Se da sodelovati, jaz sem bila vzgojena za sodelovanje, ne za borbo. Tudi moja poklicna pot je tako nekako sledila temu, vsaj delno. Rekla bi pa nekaj, kar se je zgodilo zadnjič v torek. To se pravi dan pred temi
pred temi demonstracijami, ko nas je bilo 100 in toliko tisoč, kot so šteli, jaz si nisem mislila, približno vem, koliko je množica ene šole, tam okoli 1000 ljudi. Ko sem pa tam čakala nazaj, ker sem malo morala počivati, ker je bil kar dolg tisti marš proti avtocesti. Nazaj grede pa je bilo nepreštevno število ljudi. Tako da sem rekla, kako, koliko, od kje so se pa vsi ti ljudje vzeli. In sem sama imela občutek, da je bilo vseh tistih ljudi tam več kot leta 90. Tak občutek sem imela, ko sem videla, kakšne mase so se valile po Celovški dol nazaj proti Ljubljani, po tistem solzivcu, po tistih špricenih, ki zanesljivo vem, niso nikomur v čast. V tej naši okrogli ali pa kokoškasti Sloveniji zanesljivo ne. No, v torek se je zgodilo nekaj, da sva se pogovarjali z eno prijateljico, ki je daleč stran, na drugi strani pravzaprav Barja, jaz sem na robu Barja, pa se rekla, pa sva se obi pogovarjali, koliko je nekih sledi, letal, pa vzporedno, pa počez, pa v diagonali, pa na uno stran, pa nazaj, pa levo, pa desno. Tako da sem se menda pri 30 ali ne vem kolikih nehala ubadati štetjem in pride še mimo našega vrta še en, pravi, ja, jaz sem pa to prav slikal, toliko je bilo zanimivo teh mrež. Pa sporoči nekdo drug, jaz sem pa klical, ker sem nekaj delal na strehi, svojo ženo naj gre pogledat, ker tega se v zadnjih desetletjih še ni videlo. No, in potem sem videla, da so ljudje kar nekako vznemirjeni, sva se nekaj pogovarjali, sem hotela poklicati na Arso, pa se nihče ni javil in sem sporočila, da so ljudje vznemirjeni, a se je kaj posebnega zgodilo ali kaj je, pa nisem mogla nikogar priklicati, niti ni bilo takoj odgovora, sem pisala še enkrat in drugo jutro je bilo že zarana, zjutraj odgovor, ljubezniv odgovor, da niso zaznali nobenih vremenskih sprememb v ozračju, ali nekako tako je bilo odgovorjeno. To je bilo dan pred demonstracijami. Drugi dan so bile krasne vremenske razmere, prav primerne za vse sorte lepih dogodkov, tudi za našo himno. No in potem so se dost mirno odvile tudi demonstracije, zvečer je bila pa poplava. In jaz nimam kaj dosti izkušenj z vremenom, sploh niti ne poslušam, ampak so me ljudje opozorili, to je pa neka povezava, da obstojata neka dva harp sistema. Jaz nedolgo nazaj izvedela, kaj to sploh je, da ne more biti drugače, kot da je bilo to narejeno, pa da, prosim lepo, pa da so se razmere tako obrnile, da je prišlo prepozno. Jaz lahko samo rečem, kar so mi ljudje povedali, lahko tudi v to dvomim, samo vsem tistim ljudem, ki so bili vznemirjeni, mogoče tudi to gledajo, zdaj je le prav, da povem, da nisem bila tiho. Vsem ne morem odgovoriti drugače kot na tem majhnem ekrančku. Mislim, da je prav, da smo pozorni, da vsak po svojih močeh kaj naredimo. Jaz minimalno lahko naredim, ne samo glede na moja leta, ampak tudi glede na moje fizične sposobnosti. In se vam zahvaljujem, da ste me poslušali. Iskrena hvala, Danica, za tvoje besede. Res je, spoštovani, opazujmo. Šele ko človek vidi spremembe
ki nastanejo v okolju. Ko te spremembe ne samo vidi, ampak občuti tudi na lastni koži, šele takrat se ponavadi zbudi oziroma ozavesti, postane sam s seboj zaradi tega, ker ga doleti eksistencialni strah. Takrat začnemo razmišljati nekoliko drugače. Pred 30 leti, ko so se meni začele osebno dogajati te koronske stvari in so trajale v mojem življenju 26-27 let, zaradi česar je to društvo nastalo, zaradi česar sem tisti, ki 18 let opozarjam, zaradi česar sem krivec, da smo danes tukaj zbrani, ne Mateja, ne Žlogarjeva, noben drug. Jaz sem tole zadevo spravil v pravni smisel, tako da sem marsikoga zbudil. Somišljeniki ste se zbrali tukaj, pa ne samo v pravnem smislu, v duševnem smislu. Vsak lahko v društvu skozi to, kar je naša Iviljana naredila leta 2002, vidi sončni žarek in kako bi rekel, kanček upanja za svojo situacijo, ki je zdaj doletela takrat v 27 letih samo naju, ko so pluvali po naju. Mi dva nimava zdaj teh problemov, zaradi mene lahko po meni pluva vsa Slovenija, lahko Miran Rubin in Mateja Žlogar ustno higieno čistita, na meni me sploh ne moti. Lahko člani, ki pristopljate k Mateji, ki ima svojo njivo in se oskrbite z njenimi izdelki, dobrodošli pri njej doma, vendar namen društva Belis se s tem ne spremeni. Jaz nikoli ne govorim o določenih stvarih, ki so jasne, ki so logične, za katere vi darujete in potem dobite izdelek, dobite pomoč, dobite rešitve, za katere garantirano pravno stojim 18 mesecev s 27-letnimi izkušnjami. Če vas bo Mateja opolnomočila, naj vas opolnomoči. Če vas bo naplahtala svojo besedo in svojimi lažmi, tako kot je mene, potem vam povem, da boste kratko odnesli, tako kot njena kolegica, ki je obljubljala bogatstvo, ker bo društvo in njenih 5000 članov peljala na piknik in bodo tam dali 37 evrov za piknik in si bodo delili to bogatstvo. Namen društva ni to. Daleč od tega, o tem želim javno in jasno spregovoriti, da društvo je zato, da se ljudje združujemo, društvo je na donacijah in vse, kar darujete, vse, kar date, vse, kar prispevate, verjemite mi, je 10-krat premalo za to, kar dobite in kar vam ponudimo. Na to klet trpljenja in na to rešitev, ki jih dobite, verjemite mi, da tega v svetu ni. Toliko imam samozavesti, toliko imam znanja, toliko vam povem tukaj iz prve roke, iz prve besede, da se lahko Miran Rubin na tistem svojem ražniču peče čevapči še naprej v tisti umazani hiši, ne da bi ga žalil, ampak naj se malo čisti. Mateji sporočam, naj redi svoje privatno življenje, da naj ne bo v dolgovih, naj ne zapravlja preko meje in ne išče rešitve skozi društvo. Hvala ji za to, ker je takrat pristopila, ker je rekla, vse za moje otroke bom naredila. Kasneje zvem, da je s tretjim partnerjem, potem zvem, da ne živi z otroci, potem zvem marsikakšne druge stvari, ampak to so njene osebne stvari, v to se ne bom spuščal. Skratka, živimo v čudnih časih, korona vse pokaže. Ljudje ste tisti, ki boste presodili in tako kot je Miran lepo povedal, naš predsednik, naredili bomo častno razsodišče 5 oseb. Vsak član društva Belis, ki je mazal ime društva, ki ni delal v skladu s statutom, ki ni delal v skladu z matematično logiko in ki ni delal v skladu s statutom in zakoni in ustavo, tak član si ne zasluži, da je član društva Belis. Evo, toliko bi povedal jaz danes z moje strani, tako kot čutim, tako kot vi sami presodite in vidite,
vse moje življenje skozi Facebook objave. Sami ste si presodili sliko, sami ste pristopili v društvo Belis. Verjamem, da ne zaradi Mateja, ampak zaradi dejavnosti, zaradi ideje, zaradi rešitev in zaradi tega, kar vam jaz skozi svoje izkušnje in bolečine in duhovna, duševna in pravna spoznanja lahko vsakemu izmed vas ponudim kadarkoli, v katerikoli situaciji rešitev, ki jo potem vlada mora pravno seveda reševati na drug način. Sporočam vladi in njenim pravnikom, da so pravno nepismeni. Sporočam vsem pravnikom, ki odpuščajo delavce, da so nepismeni. Sporočam vsem delodajalcem, ki odpuščate delavce zaradi medicinskega fašizma, da ste nepošteni in da ni pravne podlage niti pravne osnove, da to počnete. Pogojevanje je prepovedano po 132. členu Kazenskega zakonika in tako s tem počnete kazniva dejanja genocida nad lastnim narodom. Sporočam pa vsem dobrim ljudem, ki se trudite, ki vidite, ki se spodbujate in ki si stojimo ob strani, verjamem, da bo žarek svetlobe, žarek od rešitve, ki že prihaja, tako močen, da ga ne bo mogoče več ustaviti. Vsem tistim, ki pa ta žarek želite ugasniti, ki vas naše društvo moti, Društvo za srečno življenje marsikoga moti, nervira, verjamem, naj pride sem, naj pove, kaj ga moti, skupaj bomo našli pot, skupaj bomo našli rešitve. Samo prosim, ne trosite stvari in laži, ki niso res, ki nimajo materialno-pravne podlage in ki so lažnive. To je prvič pokazatelj, kakšen človek je, kaj iz njega prihaja, to dejansko tudi sam je. Tako da vsem tistim, ki mimo mene in mimo Iveljane in mimo nas članov, ki želimo nekaj dobrega narediti, trosite razdor, se zavedajte, prej ali slej bo častno razsodišče tisto, ki bo povedalo, kaj je prav in kaj ni. Ta teden ga bomo ustanovili, sedaj pa pozdravljam vse vas in morda je še kdo, ki bi kaj povedal, naj dvigne roko, zadnjih 5 minut, dragi člani, je vaših, jaz sem pa svoje povedal, tako kot mi je ležalo na srcu. Hvala lepa. Bo še kdo dvignil roko za govor? V redu, potem se pripravimo v bistvu sedaj na tisti trenutek, ko rečemo za 6 oziroma 7 dni hvala lepa. Sporočam vam, da je danes nekoliko manj članov na Zoomu zaradi tega, ker ko pogledam statistiko objav pošiljanja elektronskih pošt, mi natančno pokaže, da je od 5000 bilo od poslanih 927, kar pomeni, da so motilci tako močni, da tudi, ko pošljemo elektronsko pošto, ne pride pravočasno do vas, pa če tudi pošljemo 12 ali 14 ur elektronsko pošto prej. To se počne že kar redno, mislim, da je pa na vsak način zelo težko, samo moment, nekdo tlele, samo malo, da je težko poslati 2 dni prej zaradi tega, ker ne moremo programa sestaviti do petka zvečer. Namreč teden je tako intenziven, toliko se stvari nabere, da se lahko pošlje maksimalno 12 ur naprej za program, ker je čez teden toliko dela, toliko klicev, toliko ljudi, da jaz v 30% uspem dvigati telefon od vseh klicev in se z ljudmi pogovarjati, ker vsak pogovor mi vzame vsaj 20 minut ali pa pol ure minimalno za rešitev kakšnega problema. Tako da, če bi kdo želel zdaj še kaj povedati pred tem, Rudolf, si ti mislil kaj povedati?
Ja, bi čisto na kratko glede teh mailov, ne, vemo, Ja. da se dogaja se groza, ne samo tukaj pri vas, oziroma pri nas, na splošno se dogaja tudi nam, vsem tole blokirajo, pa vse živo, tako da ne dobimo, oziroma niti mi nekih določenih stvari. Zato bi jaz predlagal, mi tukaj nekako probamo se pač obvestiti drug drugega, kako pride mail v soboto ali pač kako kdaj, in da se pomenimo, če kdo ni dobil, mu pa pač posredujemo to povezavo, pa se potem lahko pač priključi. To bi bilo super, ja, da se povežemo potem tudi na Telegramu, zaradi tega, ker pač obe Facebook strani, ki sta zdaj niso last društva Belis in vse, kar se objavlja gor, je neregularno. Mi bomo naredili svoje Facebook profile, tako da, tako kot smo napisali članom društva Belis, lahko se od tam izključite, če pa želite ostati, ostanite, ampak na Facebook skriti strani in na strani Facebook to ni uradna stran Društva za srečno življenje Belis. In vkolikor se v roku 3 tednov to zadeva ne uredi dokončno, bomo prisiljeni dati tožbo zaradi kršitev avtorskih pravic imena Društva Belis, ki je v 1. členu našega statuta ime patentno zaščiteno. Tako da opozarjam sedaj administratorje, vse, ki ste, ali boste vključili vse člane nas noter, da bomo kot društvo delovali enotno, ali bomo pa sprožili nujno tožbo ali pa postopke, odškodninske in tako naprej. Zaenkrat toliko, hvala lepa, se vidimo naslednji teden. Srečno!